Lep dober večer vsem skupaj, moje ime je Magic Aleksander in dobrodošli v mojem šovu. Vzamite si eno pijačo, sprostite se in ne mi zbežati, ker vas bom na koncu te predstave naučil en trik. Na začetku bi rad začel z enim mojim najljubšim trikom. V bistvu, ta trik se v bistvu imenuje bela nitka. Zakaj bela? Zaradi tega, ker pač imam edino belo nitko pri hiši. Recimo, če vzamem to belo nitko, pa si nekako navijem takole. Takole. Pa bom strgal to belo nitko. In sicer to je v bistvu, ta bela nitka predstavlja neke vrste naše življenje. Najprej se rodimo, potem se zaposlimo, in potem se poslovimo. Če vzamem te nitke, pa jih zavijem v tako malo bunko. To so v bistvu problemi v našem življenju. Ker da pridemo do tega, seveda moramo iti čez enih kup problemov. Ne? Ampak seveda, če smo vztrajni, nam lahko to dobro uspe. Ok, zdaj vidim, upam, da so se že neki zbrali ljudi. Ok, super, tu imam en tak, gledam, koliko število gledalcev imamo, pa tudi gledam, da me vidi Denis Avdić. Denis Avdić, živijo! Pa ti si, ali kaj? Jaz sem res upal, da bo en dober. Si pričakoval drugega, ne? Se mi je zdel. Rekel, da bo en ful dober, jaz nisem vedel, da boš ti. To sem se zdaj kamufliral, pol na koncu prije je ful dober, ok? Denis, za tebe imam en prav poseben trik, pa tudi za gledalce doma. In sicer to je v bistvu tudi ene vrste moj najljubši trik in zakaj ga vedno kažem? Zaradi tega, ker je tudi najstarejši trik na svetu. To je v bistvu trik, ko so ga kazali vsi čarodeji pred mano, upam, da bo vsi čarodeji še po meni. Ta trik je dejansko tako star, da je narisan noter v piramidah, tukaj star je ta trik. In sicer koncept je čist preprosti. Na mizi imam lonček pa belo žogico in v bistvu zdaj, ker nimam nobenega prostovoljca, imam v bistvu Denisa tukaj zraven, bo v bistvu Denis neke vrste moj prostovoljec. Denis, tvoja naloga je danes samo to, da spremljaš belo žogico. To je to, nič drugega, ok? Zakaj? Prav, super. Zakaj? Zaradi tega, ker časi bom vzel belo žogico, Denis, in ji bom skril notri v svojo roko. Časi bom vzel belo žogico in ji bom skril notri v svoj žep. Ti moraš biti pozoren, da bom to naredil, prav? Prav, super, ok. Bom šel zelo počasi, Denis, ok? Jaz temu pravim moja hitrost, prav? Se pravi, če vzamem belo žogico, pa si nekako podamo roko, lahko naredim, da izgine, se lahko žogica spet nazaj pojavi noter pod lončkom. Bom še enkrat vzel to žogico, Denis, bom si nekako dal roko, lahko naredim, da izgine, se lahko žogica spet nazaj pojavi noter pod lončkom. Bom zdaj naredil eno izjemo, Denis, bom vzel to žogico, da nekako tu noter žep, če tle sem s prsti, žogica spet prije nazaj. Bom še enkrat vzel to žogico, da nekako tu noter žep, če tle sem s prsti, žogica lahko spet prije nazaj. Bom še enkrat vzel to žogico, da nekako tu noter lonček ven nazaj, žepa ven nazaj, noter pod lonček. Ok, Denis, še slediš temu triku? Ne. Ne, ok. Ni problema, ti bom pokazal ta trik v televizijskem počasnem posnetku, ok? Ali po domače slow motion. Kje je žogica? Kje je žogica, Denis? Ja, v lončku. V lončku, super, evo ga, jo vzamem ven, pa jo dam noter v žep. Denis, kje je žogica v lončku v mojem žepu za 50 evrov? 50 evrov, stari. Kaj bi rekel? 50 evrov, jaz rekel, da je v lončku, mislim pa, da je v tvojem žepu, ne vem. To je dobro vprašanje, sam se moram za enega odločiti. V lončku za 50 evrov. V lončku, zadnji odgovor? Ja, se mi boš odtegnil itak. Denis je rekel v lončku, dajmo pogledati. V bistvu Denis noter je v žepu. Škoda. Če bi pa ostal na žepu, bi bil pa pod lončkom. Lej, Denis, jaz sem pošten čarovnik, ok? Te bom naučil ta trik, ok? Se pravi, zdaj, ko si doma,
pa če boš imel kaj časa, si vzemi en lonček, pa vzemi eno žogco, tegelc, lonček, karkoli. In zdaj, v bistvu, prvo, kar moraš narediti, je, da pokažeš žogco, pač publiki, pokažeš lonček, ok? In zdaj daš to žogco noter v lonček, ok? Zdaj pa z desno roko, pa levo, če se levičaš, z desno roko vzameš to žogco in jo daš noter v žep, ok? In pazi zdaj to, zdaj ti bom razkril trik, ok? Zdaj pa to žogco močno stisneš, okay? In si jo podaš, se pravi, da žogca gre skozi tvoj rokav. Zdaj ti bom jaz to demonstriral, kako to izgleda. Pazi si to, žogca gre skozi moj rokav, skozi moja ramena, nazaj dol pod drugim rokavom in nazaj noter pod lončko. Se pravi, skozi moj rokav, skozi moja ramena, nazaj pod drugim rokavom, nazaj noter pod lonček in jo moram loviti, točno tako. Bo šlo? Ma daj neki, to niste razkrili, ti imaš dve žogci. Dve žogci že imam celo življenje, Denis. Ok, ampak moraš paziti eno stvar, Denis. Nikoli ne smeš dati žogce v napačen žep. Ker če daš žogce v napačen žep, dobiš? Dve žogci. Dve žogci, ja, tudi, ja. Ampak dobiš zmedeno žogco, ne? Ker po žogca ne ve, kam gre. Ker če zdaj narediš to, se pravi, če si zdaj podaš žogco, žogca gre skozi moj rokav, skozi moja ramena, nazaj dol po drugem rokavu in dobim pod lončkom en kiwi. A je kdo gledal, kaj se dogaja s tem lončkom, a smo mu vsi sledili ta rokav? Ti všeč kiwi, Denis? A? Imaš rad sadje? Ne. Veš kaj, mene bolj zanima, Denis, od kje se je pobrala tenis žogca. To me bolj zanima. To mi res ni jasno, to pa res ne, le. Izmed vseh trikov tenis žogca mi pa vedno heca. Bam, ok. Zdaj, mi čarovniki, ne, imamo vedno en problem. In sicer, vedno imamo en problem, zaradi tega, ker nikoli ne vemo, katere karte bi vzeli sabo na nastop. In sicer, seboj imam vedno katalog kart. In sicer vedno si pred začetkom nastopa si probam zbrati ene karte, recimo danes si bom zbral rdeče karte in točno te rdeče karte bom dobil. Denis, komplet kart rdečih, zdaj mi boš malo pomagal pri triku, prav? Boš pomagal malo pri triku? Boš, ok, super. V bistvu komplet rdečih kart in zdaj ti bom najprej pokazal, da so vse karte različne, to je zelo pomembna stvar. Pravi, vse karte različne, upam, da vidiš karte. Ja? Vidim. Ok, super. Zdaj pa kaj hočem od tebe je čist preprosto, boš rekel kjerkoli stop, ok? Stop. Stop tukaj. Tu smo se ustavili pri eni karti, to karto bom dal dol takole na mizo, pa ti bom sedaj pokazal, pri kateri karti, upam, da je vidiš, jaz bom stran gledal, ne bom gledal v kamero. Ok. To karto vzameva, pa dava nekam notri v sredino, nekako tako, vidiš jo? Zdaj bom pa probal narediti, da bo ta karta se pojavila gor na vrhu, ok? Ampak preden to naredim, bom naredil še nekaj drugega. Gledi karte. Če sam ne grem nekako tako s kartam, lahko naredim, da se vse karte spremenijo. In sicer vse karte so se spremenile in sicer so se spremenile v modre. Čisto vse karte so postale modre, razen ena karta je postala oziroma je ostala rdeča in točno to je ta tvoja karta. Ne pa ni. Ok, zdaj, ker imam toto rdečo, bom dal toto rdečo stran, ki je ne rabba, bomo vzela eno drugo karto, prav? Se pravi, bom še enkrat pokazal vsem, da vam vse karte so različne. Ok? Bom malo zmešal karte. Zdaj pa Denis isto tako prej, morava se malo ogreti. Se pravi, vse karte so različne. Znaš malo angleško, Denis? Angleško? Ja. Za dve. Za dve. Evo, smo na istem, cool. Bom šel nekako tako čez karte, Denis, pa boš rekel kjerkoli, čakaj, bom še malo zmešal karte, boš rekel kjerkoli, boš rekel jasno po angleško stop. Bo šlo? Ok, prav. Bo, ok, super. Spravi, reči, ko je stop? Stop. Stop, ok. A se ustavim tu, grem še naprej? Pet naprej. Grem še naprej, ok? Ja. Stop. Stop, ok. Si res imel dve vidi, dobro je. Točno tu smo se ustavljali, točno tukaj bomo privzdignala. In zdaj ti bom isto pokazal karto, katero imaš, bom stran gledal. Imaš? Ok. Imaš? Cool. Ok. Bova sedaj vzela to karto, pa je dava nekam notri v sredino. Upam, da je vidiš, nekako tako. Zdaj pa imam eno vprašanje za tebe, Denis. Če bi jaz sedaj poiskal tvojo karto na zelo hiter način, bi bil presenečen? Ja ne, kasti, ne.
Lej, ti bom pokazal na zelo hiter način. Jaz ti bom rečem najhitrejši trik na svetu. Si pripravljen? Pazi zdaj to. Zdaj ti bom pokazal moje spretnosti. 3, 2, 1. Če sam zračunam, točno vem, kje je karta, lahko točno to karto dobim točno tako razven. Ok, Denis, lej, ta karta bo sedaj najna. Ok? Ta karta bo najna in sicer ta karta bo sedaj sodelovala v naslednjem triku. Poglej, zdaj, če bi bil tukaj zraven mene, bi se lahko gor podpisal, ampak se zdaj ne boreš, bom se pač jaz gor podpisal na mesto tebe. Bomo vzela tega asa, pa bom gor napisal, Denis je kralj. Evo ga. Denis je kralj, ok? Se pravi, pazi zdaj to. Zdaj ti bom jaz razložil eno zgodbo. Ker imam ogromno zgodb. Ja, ker daj si kluboga. Vrhunsko. Okay. Zdaj ti bom jaz razložil eno zgodbo. V bistvu zaradi tega trika, kot ti ga sedaj pokazal, mene ne spustijo več v kazino. Resno, zakaj? Zaradi tega, ker jaz sem si v kartah zmislil en zelo nevaren gib. Ampak ni kung fu gib, tako da se ne rabiš bati, ampak je gib v kartah. In sicer, vsakeč, ko bom klesnil s prsti, bo tvoja karta skočila gor na vrh, ok? Bom šel zelo počasi najprej, bom vzel tvojo karto, pa jo dam nekam notri v sredino kompleta kart. In zdaj, ko bom klesnil s prsti, ne še zdaj prihaja, ko klesnem s prsti, tvoja karta lahko skoči gor na vrh. Bom še enkrat vzel tvojo karto, Denis, jo dava nekam notri v sredino kompleta kart, nekako tako. In zdaj, če klesnem s prsti, lahko prije točno tvoja karta gor na vrh. A vidiš, nekaj zgodi se, ne razumem. Lej, še enkrat, če vzameva tvojo karto, pa je spet dava nekam notri, ampak zdaj bom naredil izjemo in sicer jo bom obrnil na robe. Nekako tako. Zdaj vidiš, si videl, da si jo na robe obrnil, ne? Okay. Zdaj, če bi tlesnil s prsti, pa če bi se ta karta gor pojavila, bi bil pravi čudež, ne? Ja. Bi bil, ne? Lej, če sam grem nekako tako čez karte, pazi prazne roke, če grem sam nekako tako čez, boš dejansko videl, da se bo tvoja karta gor pojavila na vrh komplete karte. A vidiš, kot čarovnija, kot neki triki s kamero, pa niso. Bomo še enkrat šla, se pravi tvoja karta, zelo počasi, Denis, nič ne bom goljufal, čeprav goljufam, pa ti tega ne vidiš. Če vzamem tvojo karto, ja, pa je spet dava nekam notri, nekako tako. Pazi zdaj to, vsakeč kot tlesnem s prsti, ne še zdaj prihaja 3, 2, 1. Točno tako, ne. Tvoja karta. Kako mi greš na živce s tem? Denis, lej, ne mi obupati, ok, še zadnjič, ti dam prednost, ker sem pošten čarovnik, vse sem rekel na začetku, lej, če vzameva tvojo karto, še zadnjič, pazi, če vzame tvojo karto, pa je nekako zvijeva. Zdaj jo vidiš, ne? Pa dam te karte gor, zdaj boš videl, kako bo gor skočila. 3, 2, 1. Skoči gor, ok. Denis, še zadnjič. Denis, lej... Kako bi te slesknil zdaj s prsti? Lej, večkrat mi ljudje rečejo, Aleksander, daj si prosim zavihi rokave, ker mislijo, da imam kaj v rokavih. Bom si to sedaj naredil. Lej, sem zavihal rokave. Hop, 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 hop. Ena karta pride k meni, Denis, ena karta. Lahko bi rekel kjerkoli stop. Zdaj, če bi bila to kar ena karta, ne bi bil dober trik. Če bi bila pa to tvoja karta, bi bil pa nepozaben trik. Ampak ne samo to, Denis, lej, moram ti eno stvar povedati. In sicer 52 kart, 52 različnih možnosti, imam prav. Ti bi se lahko ustavil res pri eni katerikoli karti, pa šel si naprej, ne? In ti si se ustavil točno pri A spik, ne? Ampak pazi zdaj to. V bistvu ti si ves čas gledal pikovega asa pred svojimi očmi. Na enem zelo posebnem mestu. In sicer gledaš ga točno na tej steklenici. Le bom šel malo bližje. Od spodaj piše, upam, da vidiš sedaj to, piše Heineken, ne vidiš, ok, če bom šel malo bliže bolj, upam, da zdaj vidiš, piše pikov as,
gor na tej flaši oziroma steklenici. To ti bom sedaj poslal na dom, da boš lahko spil. Ok? A boš tako naredil, ali mi boš... Tako naredil, ja. Tako naredil. Se pravi, danes večer te bo to čakalo doma, prav? Piko as Heinikenom. Cool. Čuj, a bi rad videl še en trik, finalni ali bi še en trik? Ja, dej. Dej, cool, ok. Dajmo narediti enega posebnega. Dobro. Zdaj pa isto, ker moraš spet reči kjerkoli stop, ker drugače si ne moreš zbrati karte. Spet reči kjerkoli želiš, kjerkoli stop. Stop tukaj, ok, tu sva se ustavila. Hočeš to karto ali zgornjo to? Kjerokoli? Zgornjo. To je to? Ja. Ok, to karto vzameva, ti jo pokažem. Ne, ti še bolj naprej. Ok, sorry. Hodiš nazaj. Ok. Cool, ok. Bo vzela sedaj to tvojo karto, pa je dava nekam notri in sedaj se bo v bistvu karta pojavila gor na kompletu kart, oziroma se bo ena karta spremenila v tvojo, prav? Najprej bom probal poiskati, upam, da jo bom zadel. In če sem zadel, je bila to tvoja karta? Ne. Ni bila, ok. A si bil blizu vsaj? Ja. A si bil blizu, ok, cool, to je dobro. Lej, če vzameva 3 pik, ok, ne pomižik nadzaj, gledi 3 pik. Če vzameva 3 pik, pa če sam naredim cep, se lahko spremeni v tvojo karto. Pa sem čakal, da čim kasneje rečem stop. Denis, lej, rad bi si pokažel še en trik, ok, še en trik. Pazi zdaj to, gledi karto. To pa zdaj ne smeš pomižiknati, pa tudi ne stran gledati. Lej, tvoja karta, 9 pik, ok, dava nekam notri, v sredino. Okay? Zdaj bom stvari umaknil, pa si tudi zavihal rokave, boš rekel, da kaj goljufam, pa bom gor dal svojo roko na karte. Zdaj bom pa šel, poslušaj me dobro, šel bom noter v karte in bom ven vzel eno karto, katera je moja najljubša karta in ta karta je 5 pik. Ok? To je moja najljubša karta, 5 pik. Prazna roka, šel noter v karte, pa da bom dobil, evo, 5 pik. Dobro, ok, to bi rad rekel, da sem se pač naučil poiskati svojo najljubšo karto, ker je moja najljubša karta. Kaj pa, če bi sedaj šel noter komplet kart in bi ven povlekel tvojo karto, bi bil to dober trik? Ja. Ok, kaj pa, če naredim drugače, Denis? Kaj pa, če sedaj grem noter pod svojo roko in vse druge karte vzamem ven in samo eno pustim pod svojo roko? To bi bil boljši trik. Bi bil boljši trik, ne? Se strinjam. Ok, bom to probal narediti, prav? Pazi zdaj to. Grem skupaj. Zdaj sem jih vzel. Zdaj jih ni več. Verjameš? Ne, res jih ni več. Res. Čisto vse karte so izginile. Lej. Čisto vse karte so izginile in so se spremenile v plastiko. Čisto vse karte, upam, da vidiš, čisto vse karte so se spremenile v plastiko, razen ene karte. Ena karta je ostala izmed vseh drugih kart. Čisto vse druge karte so se spremenile v plastiko, ker so postale nevidne, ampak ena karta je ostala točno. Ta je 9 pik. Ta karta. Vidiš, ful sovražim ta trik, ker povedno mi izginejo vse karte, veš, pa nije več kart. A gre še komu na živce tole? Jaz te znam, meni je zabavno tole gledati, meni je vse super, ampak hkrati mi gre pa na živce. Zakaj? Zato, ker gledam. Ker gledam in gruntam in študiram in tako naprej in ja. Ok, Denis, vidim, da ti je to zelo všeč. Imam še en prav poseben trik za tebe, prav? Tega sicer nisem mislil ti pokazati, ker sem ti ga mislil malo prešparati, ampak ga vsem pokazal, okay, ker si res faca in tako. V bistvu, jaz sem tebe včeraj zvečer narisal. Narisal si me? In sicer imam danes s seboj te karte, samo da jih vzamem. Evo ga. Okay. Tu imam komplet kart, rabim nove karte seveda. Tu imam komplet kart in sicer te karte so zelo posebne. Zakaj? Ker sem rekel, da sem te v bistvu narisal in sem te res, lej, komplet kart, zadaj sem pa narisal Denisa, čarovnika. Ga vidiš?
Ne. Čakaj, bolj bliže. Ja, To sem to jaz. si ti. Okay? In ti si v bistvu narisan na vsaki karti. Lej, čisto vsaki karti si gor narisan. Okay? In zdaj, kaj jaz hočem od tebe je, upam, da boš to lahko videl, šel bom nekako tako čez karte, pa boš videl eno animacijo. Vidiš karte? Svetloba neki svet. Bom se tako obrnil, upam, da bo tako lažje. Vidiš zdaj? To je bolj. Bom šel nekako tako čez karte, pa boš videl eno animacijo. Vidiš, kako se premika? Vidiš? Ali ne? Bolj slabo. Čakaj, bom šel malo bliže. Vidiš, kako se premika, ne? Ja. V bistvu ti se premikaš, ko vidiš, boš nekaj začaral. Ampak preden greva tja, boš mi sedaj rekel eno katerokoli poljubno karto. Se pravi, tukaj imam karte, kot vidiš, vse karte so v normalnem vrstnem redu. In zdaj reč eno katerokoli karto, ki ti pride na pamet, katerokoli. Ne vem, dej Fanta, kjerga? Pa dej ne bo Pik, ok, fant, pik, čakaj, da ga najdem. Pikov fant, evo ga, pikov fant. Vzameva pikovega fanta. Ok? In sedaj boš ti probal poiskati pikovega fanta. Ti bi res lahko rekel eno katerokoli karto, ne? Pikov fant, upam, da ga boš videl. Vidiš čarovnika? Ok? Ja, vidim ga. Pazi zdaj to. Grem še počasi. Če ne boš videl, mi povej. Čarovnik gre, ga vidiš? Ja. Čarovnik gre počasi. Sedaj bo vzel svoj klobuk, gre noter v klobuk, malo seveda mora začarati, in ven iz klobuka vzame eno karto in sicer točno pikovega fanta. Ti všeč zgodbi? Ok, Denis, ful si bil dober, hvala ti za pomoč. Dobro, da imamo to distanco, ne vem, kaj. Ok, zdaj za vse druge sem v bistvu tudi obljubil, da jih bom naučil en trik. Tako da sedaj, če imate mogoče doma, Denis ali pa tisko nas gleda, če imate doma komplet kart, jih sedaj vzamete, ker vas bom naučil en ful dober trik, ok? Zdaj pa najprej sam, da vzamem jaz svoje karte. Ok, cool, ok. Se pravi, zdaj vas bom naučil en trik. V bistvu je enih izmed prvih trikov s kartami, ko sem se ga jaz naučil, ok? Ali ne, se moramo naučiti tako karte držati, ko ne znam karte. Ful dober point, cool, bom tudi to povedal, ok. Zdaj, večkrat ljudje držijo karte tako, ali tako, v bistvu na več načinih jih držijo, ampak pravilni način držanja kart je, da jih držiš nekako tako. Temu se reče mehanični prijem. In sicer, da so trije prsti, se pravi sredinec, prstanec in mezinec, so ob strani, palec je ob strani in kazalec je na vrhu. Se pravi tako. Tako se držijo prav karte. Tudi v kazinojih, če boste kdaj videli, tako delijo tudi karte na tak način. Temu se reče mehanični prijem. In tudi na tak način imaš tudi kontrolo, da ti karte ne padejo. Ok, sedaj. Zdaj najprej vam bom pokazal, ok, Denis, tebe bom tudi naučil trik, se pravi, najprej bom pokazal trik, karte so vse različne. Zdaj bom v bistvu igral, kot da imam enega prostovoljca tukaj. Se pravi, enemu bom sedaj rekel, da si ne izbere eno katerokoli karto, se pravi, eno katerokoli karto bom pokazal. Ok, Denis, upam, da vidiš. Ok, katerokoli karto, bom sedaj to karto dal nekam notri v sredino kompleta kart, nekako tako. Okay. In zdaj mi dajte 3 sekunde, da poiščem vašo karto. Se pravi, Denis, daj mi 3 sekunde, da poiščem tvojo karto. Pazi za to. Grem zadnji za svoj hrbet. 1, 2, 3. Sem bil prej, ne? 3 sekundah sem poiskal tvojo karto. Lej, če tlesnem s prsti, lahko grem čez karte in noter v sredini kompleta kart, kot vidiš, je ena karta narobe obrnjena. Izmed vseh ostalih kart je ena karta narobe obrnjena,
točno ta vaša karta. Ok, zdaj vas bom naučil ta trik. Ok, se pravi, vzamite ene karte, kjerkoli, vzamite, če se le da, vzamite neke nove karte, ne jih vzeti tiste, ko so že čisto umazane od kokic ali karkoli, ker se veste, koronavirus pa tako. Se pravi, karte in na začetku, to je zelo pomembna stvar, na začetku boste naredili eno pripravo. In sicer vzeli boste karte in boste spodaj, se pravi, ko so karte, ki so lica, tukaj boste spodnjo karto narobe obrnili. Ok? Se pravi, sedaj je ena karta spodaj narobe obrnjena. Ja? Ok? To je v bistvu zelo pomembno, zakaj? Zaradi tega, ker bomo to tem prav prišlo. Zdaj pa vi pridete do enega, pač kjeregakoli, in mu rečete, da si ne izbere eno katerokoli karto. Zdaj, kaj je pomembno? Ne narediti tega. Zberi si eno karto, ker boš pokazal spodnjo karto, da je narobe obrnjena. Tega ne smeš narediti. Boš narediti, da držiš karte tako pred seboj in jih kažeš. Se pravi, vse karte so različne. Tako. In sedaj rečeš enemu, se pravi, priješ do enega, mu rečeš, da si ne izbere eno katerokoli karto in zdaj se bo zgodile dve stvari. Prva stvar je ta, da bo on vzel karto, druga stvar je pa ta, da boste vi šli malo nazaj, se pravi, da ne boste gledali te karte in boste naredili en gib. Se pravi, on si izbere eno karto, katerokoli, si jo zapolne. In vi sedaj greste nazaj s svojim telesom in kam morate sam narediti, da obrnete cel komplet kart. Ok? Se pravi, zdaj sem obrnil cel komplet kart. Zdaj, če razkrijem, kaj sem naredil, zdaj sem v bistvu sam zarotiral vse karte. Se pravi, imam samo eno karto, ki je pač gor obrnjena, druge imam pa pač dol obrnjene. Se pravi, imam tako, on pogleda karto in sedaj, kaj moram sam narediti je, da vzamem to karto, jo dam nekam noter v sredino. To tudi morate zelo biti pozorni, da je ne date tako noter v sredino, ampak da držite karte skupaj in vi vzamete in date karto noter v sredino, cep, tako se zgubi. In sedaj rečete, da dajte mi 3 sekunde, da poiščem vašo karto. In sedaj, čisto preprosto, boste vzeli te karte, boste šli za svoj hrbet in za svojim hrbtom boste vzeli zgornjo karto, boste jo narobe obrnili in cel komplet kart, ker tako smo šli tudi na začetku. Ne? Pridete nazaj, tlesnete s prsti, malo magičnega muva, greste čez in noter v sredini kompleta kart je ena karta narobe obrnjena. Točno njihova karta. Denis, si razumel trik? Peto, da golfaš cel cajt. Si rekel, veš, so mi rekli, da vas ne naučim en trik in ta trik mi je res zelo dober, no, res mi je pri srcu. Lahko vam še enkrat na hitro pokažem. Ne rabite prevrteti nazaj, se pravi na začetku obrnete eno karto spodnjo dol, pridete do enega, stari, jaz imam en ful dober trik, le vse karte so različne, rabim tebe, da si eno karto izbere, vzame to karto, si jo zapolne in sedaj, ko on gleda karto, greste sam stran s svojim telesom in cel komplet kart zarotirate, pridete nazaj, pokažete karto, date karto nekam notri, cep, rečete, dajte mi 3 sekunde, da poiščem vašo karto, greste za vaš hrbet, obrnete zgornjo karto in cel komplet kart, pridete nazaj, tlesnete s prsti, karkoli, greste čez in noter v sredini kompleta kart in njegova karta narobe obrnjena. Seveda imam eno ful dobro, mislim, zelo opozorilo za vas, večkrat povadite ta trik, ne ga iti kazati brez vaje, ker vaja je vse. Tako da upam, da vam je všeč. Pa če vam je všeč, dajte like, pa lajkite Radio 1, pa Denisa, ki zdaj me že gleda svojim pesom. Je pes ali psička? Pes je pes. Kako mu je ime? Daj glas. Glas. Kako si rekel, da mu je ime? Benji, ok. Benji. Jaz imam tudi, veš. Jaz imam pa unga mopsa. Ja, mopsa, ja. Vidiš, jaz imam pa Rottweilerja. Cool. Cool. Ja, nič, jaz mislim, da je to, no. Zdaj, edino, če bi radi videli še en trik, Denis, bi radi videli še en trik, ali imaš dost? Ne, še? Ok. Ok, cool. Čakaj malo, si vzamem pol. Ok, cool. Dobro. Se pravi, karte
različne. Dajmo vzeti recimo dva fanta. Dajmo vzeti dva fanta. Dva Jacka. Dva Jacka, ok. Pa zdaj reči spet, Denis, kjerkoli stop, kjerkoli želiš. Stop tu, bomo vzela to karto, zapomni si, upam, da jo vidiš. Benji tudi vidi, upam. Benji, poglej. Ne, Benji ne zavedam. Dobro, vzamem karto, jo dava nekam notri in sedaj bi v bistvu ta dva Jacka bosta probala poiskati tvojo karto, ok? Se pravi, najprej malo zmešal, karte tako, malo zmešal karte. Če vzamem te dva Jacka, ok? Nekako tako, pazi zdaj to. Jacka vzamem, 3, 2, 1. Vmes med Jackom skoči ena karta. Točno. Točno ta tvoja karta. Ja, nič, meni se zdi, upam, da ste uživali, no, ful zahvala Radio 1, da ste me poklicali, da sem vam naredil en tak kratek šov v tem času, ko smo v karanteni. Ful zahvala gre Denisu Avdiću, da si vzel čas, da me tudi zraven gledal. To je to, moje ime je Magic Alexander. Ne pozabite vaditi trik, pa navdušite svojo družino, prijatelje, kogakoli, pa držite se. Lep večer še naprej. Ljudje, meni je zelo žal, meni so rekli, da bo ene res dobro. Ej, hvala ti. Čau. Čau. Počakajte še, imam še en zelo poseben trik za vas doma in sicer s seboj imam vodo, Radio 1, najboljša voda, vodo pa v bistvu imam s seboj še prazne lončke. In sedaj, vsi tisti, ko sedaj sedite in me gledate, bomo se šli eno igro. Mogli boste poiskati oziroma ugotoviti, v katerem lončku se nahaja voda. Okay? Spravi, vzamem vodo, jo nalijem v, dajmo danes brati sredinski lonček, nalijem sredinski lonček vodo, nekako tako, na to stran. In zdaj bom jaz probal malo zmešati te lončke. To verjetno poznate, to igro je mogoče iz kakih ulic ali pa kaj, ko imajo 3 lončke in poti išče žogco in tako naprej. Podoben trik, ko sem ga prej pokazal, ampak tokrat bomo iskali vodo. Spravi, najprej bom malo zmešal lončke, da vi ne boste mogli ugotoviti, kje je. Evo ga. Se pravi, če mislite, da je voda v lončku številka 1, pokomentirajte dol v komentarje, če mislite, da je voda v lončku številka 2, isto naredite, ali pa v lončku številka 3, tudi komentirajte dol komentarje. Da vidim sedaj komentarje. Ok, veliko vas piše v lončku številka 2, se pravi ta, da vidimo, če je res. Ne, tu je ni. Ok, bom še enkrat zmešal. Še enkrat zmešam. Kje sedaj mislite, da je? V lončku številka 1 ali številka 2? Dol komentirajte pod komentarje. Kako je zabavna ta igra. Številka 2 spet, ok. Da vidimo, če je res, bom zdaj tako naredil. Zdaj, če se zlijem, potem ste vi krivi. Prosim, ne. Ni. Dobre. Se pravi, mora biti v lončku številka 1. Ampak tu je ta problem nastal zaradi tega, ker vode v bistvu ni več. Če sem vas navdušil, stisnite like, pa komentirajte od spodaj, če vam je bil ta trik všeč.